Slovenci obožujemo gore. Vem, ker se kar pogosto srečujemo tamle gor. No in tudi tujci so ugotovili že, da so naše gore lepe, jih pa marsikdo podcenjuje, češ, pa sej so visoke sam nad 2 jurja, v Himalaji je kup gora, ki so višje kot 8000 metrov. Drži, ampak to še ne pomeni, da v naših gorah ni nevarnosti. Naše gore so nevarne. Na to kažejo nesreče, ki se dogajajo, in pa njihovo število, ki stalno narašča. Slovenci obožujemo tudi avte in zato nekako moramo priti do gora, do vznožja, kjer potem jasno lahko uživamo v neokrnjeni naravi, v miru, v tisti posebni energiji in zato čisto povsod vedno ni treba riniti z avtom. Pa vsem to počnemo. Predvsem zaparkirajo razne dovoze, ceste, kamere, po katerih bi se mi lahko peljali do ponesrečencev oziroma bližje ponesrečencev. Ker naša naloga kot voznikov je, da mi našo opremo pa reševalce pripeljemo malo bližje, pa seveda nas čaka še dosti hoje pa nošnje. In za vsak kilometer, ko ga lahko naredimo z avti, nam skrajša ta naš čas prihoda na kraj nesreče. Veliko pohodnikov poznam, ki se marsikje jezijo nad novo prometno ureditvijo in to upravičeno, ker se zdi, da gre samo še za denar in ne za neko zdravo logiko. Seveda, zadeve je treba urediti in zato upravičeno pobira denar, ampak nek sprejemljiv znesek, za katerega potem dobiš urejeno in varno parkirno mesto. So pa tudi vozniki, ki rabijo iti z avtom čim višje in čim dlje in jih boste izjemno veseli, kadar jih boste rabili. To so naši gorski reševalci, ki požrtvovalno in prostovoljno pomagajo, ko jih rabite. Nas se pokliče na pomoč takrat, ko pomoč potrebujete, se pravi, ko so ljudje v stiski, ko se zgodi nesreča, se pokliče na 112 in steče reševalna akcija. Te primeri, ko nas kličejo, da zamujajo na letalo, se dogajajo. Tega seveda si ne želimo, da hodimo po take turiste, ampak vsakemu klicu se odzovemo. Trenutno je v Sloveniji okrog 600 licenciranih gorskih reševalcev, številka kompletne organizacije pa je nekaj preko 830 reševalcev. Te treningi so za nas bistveni zato, ker moramo stalno ponavljati to našo, bom rekel, terensko vožnjo. Vedno je kakšna nova finta, ki se jo naučimo, drugače pa kilometrina je tista bistvena, ki bi jo morali vsi gorski reševalci poleg ostalih treningov imeti tudi na avtu. In eno od njihovih urjen smo ujeli tukaj v bližini Mozirja, kjer danes poteka prav poseben trening za gorske reševalce. Njihova vozila zmorejo marsikaj in velikokrat smo ljudje tisti, ki ne znamo ali pa si ne upamo izkoristiti potencijala terenskih vozil. Največje ovire pri vožnji so predvsem nepoznavanje avtomobilov, slabe gume na avtih. Danes jih bom naučil predvsem, kako speljati v klanc, kako voziti po blatu, kako volan vrteti, kako se pravilno pripeti, kako pripraviti avto na teren, pa seveda kako avto pa čistiti, ko pridejo z terena nazaj. Zdaj, vožnja v naravi je prepovedana, izjema smo pač gorski reševalci, kjer se lahko vozimo takrat, kadar smo na intervencijah. Tukaj imajo zdaj primer, ko bomo uporabljali vitl in se bomo naučili pravilno uporabljati vitl, seveda z vidika varnosti, da ostanejo prsti celi in pa da avto zvlečemo brez poškodb. In drugi primer, ko je uporaba sredinske pa zadnje blokade. Se pravi, na teh ovirah se bomo naučili uporabljati sredinsko blokado, zadnjo blokado, kdaj se uporablja in pa seveda jih učim, da po vsaki, ko prevozi ovire, da tudi to izklopi, da jim pride v kri, da treba v te blokade izklapljati. Vse vemo vsi, da vaja dela mojstra. Jaz sem velikokrat mislil, da že vse obvladam kot voznik, potem pa vedno izvem še kaj novega. K sreči obstajajo tudi podjetja, ki reševalci pri tem podprejo. V Zavarovalnici Triglav prepoznavamo to plemenito poslanstvo gorskih reševalcev, tako kot naša zavarovalnica, tako tudi gorski reševalci stojijo ljudem ob strani takrat, ko življenje ne gre najbolj po načrtih. In v takšnih kritičnih situacijah seveda gorski reševalci potrebujo neko pomoč, podporo in mi jim pomagamo na različne načine, odvisno od potreb, ki jih imajo in s tem na nek način dodamo kamenček v mozaik teh skupnih prizadevanj za večjo varnost v naših gorah. S Triglavom sodelujemo že dolgoletno in odlično. Vedno nam priskočijo na pomoč pri raznih naših akcijah, tako da tudi tokrat so na našo željo, da opravimo tole terensko vožnjo, takoj priskočili na pomoč. Tako da mislim, da bo tako ostalo naprej.
Presenečen sem, kako se avto zdrži. Mislim, da je zelo dober, pa da se mi niti ne upamo kjer avto je zmožen. S to tradicionalno akcijo Čistimo naše gore si v Zavarovalnici Triglav prizadevamo, da je naš obisk gora varen in da ohranjamo čiste planinske poti tudi za prihodnje generacije. V Zavarovalnici Triglav imamo veliko ljubiteljev gora in ponosni smo na ime očaka naše gora, po katerem je poimenovana ta naša zavarovalnica. Poleg tega pa je za nami še množica ljudi, ki se seveda zaveda, da poleg lepih vtisov v dolino prinesemo tudi neke nove, varne, prijetne planinske izkušnje, poznanstva in pa spoznanje, da pravzaprav na vrhu nismo sami. In zdi se mi, da je to ena taka dobra naveza. Previdno pa z glave, pa s pameti, pa to je to. Pa naj ta napotek ne velja samo za tiste, ki radi hodimo v hribe. Ljudje moramo biti odgovorni povsod. Če smo peš ali pa v svojih vozilih, tukaj ni debate.